Gneča na cestah in postajališčih ob poletnih selitvah narodov, s katerimi so tujerodni popotniki kar zadovoljni. De meeste zien goed. Gutes Restaurant, gutes Toilette. Das Essen war in Ordnung, die Preise waren in Ordnung, es hat gepasst. Nema nikakvih problema. Shit, that's not possible. Tujci, ki se vozijo po naših avtocestah, stvari ne vidijo tako kritično kot domačini. Morda zato, ker na naših cestah prebijajo zgolj nekaj ur, mi pa vse življenje. Mislim, da je kar premalo. No? S Slovenijo se ne moramo primerjati. Francijo, Nemčijo, tu imajo narejene parkinge. V Čehiji in to so naredili kar velik napredek, sem bil zelo presenečen, vozil sem tudi po Poljskem, tudi smo bili presenečeni. Pri nas jih ni, 2 parkinga, 3, ki so jih ni, to ne morejo misliti, da so parkingi. Dars kolovratenja po kolovozih za reke turistov, ki nekje morajo dotočiti in odtočiti, ne olajša pretirano. Kar nekaj prometnih počivališč ima zaprta vrata in blagajne. Darsovci so nam v pisnem odgovoru pojasnili, da je stanje počivališč na slovenskih avtocestah dobro, za nastala zaprtja pa krivijo bodisi težko gospodarsko situacijo ali nekdanje najemnike. Medtem, ko se gostinci in državni uradniki prerekajo, Dars izgublja denar na najemninah, državljani pa delovna mesta. Mislim, da mi sami ne bomo nič rešili. Tudi če se lotimo, kje rešavati, ne bomo rešili nič. Dars v prihodnje obljublja celovito ponudbo. Poletne težave bodo kmalu minile, saj bo minilo poletje. Po zimi pa je tako ali tako povsem drugače.